jutro, dober dan. A gremo, akcija, bobenčki. In the sky gremo. Lucy je že tam. Naša Lucy je že na nebu. Lucy in the sky with diamond. Ja, sem posvetil danes moji psički Lucy. No pa nima še rojsten dan, ona je svetla lučka. Vsak dan, čeprav je črna, k noč. Lepa priredba, mi je všeč. Jo imam na playlisti, večkrat sem vam jo najbrž že dal, pa jo niste zaznali, ker včasih mene, a veš, tonc je zmeri bos, ne, mora zmeri tonca kaj dražiti. Predvsem me dražijo internetne povezave, moram reči, da imam 3 različne kanale, pa vsak po svoje štrajka, ko greš delati test hitrosti, enkrat je tako, enkrat je drugače. In smatram, da ni nič po naključju, pa po nesreč, pa tako nekaj. Druga stvar, ki jo opažamo je, oziroma sem se precej razkokodajal okrog tega, da se narcisi izpostavljajo, tudi lažni glasniki se izpostavljajo. Nekako smo ugotovili, da jih boli resnica in najbolj bodo oblatili naše ime, prav tisti, ki se bojijo, da bodo razkrinkani, ne? Zaradi tega je tudi toliko nekega blatenja videti na vseh straneh političnih, medijskih in farizejskih, ne? Pa ni še dovolj, zdaj prihajajo od farizejev podporniki, ki so delili njihove vsebine. In zdaj že počasi lahko vidite, kako podporniki ne morejo več zadržati tega, da se o narcizmu govori glasno, v slovenščini, in da je narcizem svinjarija. In tle narcis ipak se ne počuti dobro, ker ipak se mal zazna, ne? In oni so to družno stiskali dol, morate se zavedati, ne na nivoju države, ampak mnogo nižje, na nivoju frendov, znancev, raznih, mislim, zelo mikro okolje, dajmo temu reči, ne? In ja, jih kar peče. In jaz seveda v kontemplaciji pridem na eno tako dobro foro, ne. Oni so vedno provocirali, ker so iskali našo reakcijo. Vedno so stopili na kakšen trigger, da je naš nemer vzplamtel, da smo bili zmoteni, da smo bili vrženi iz balansa, iz ravnovesja, iz radosti, ne? In je čas, da jih trignemo mi njih nazaj, da mi njih pičmo kamer njih najbolj boli. Kaj pa njih najbolj boli? Da bodo prepoznani. In treba jih je prepoznavati, o njihovih lastnostih govoriti na glas, ker glas bo naš meč in ni problem v tistih tiranih, ki želijo nas prevzeti, ampak v izdaji ljudi, ki podpirajo to pošast, ne? To zlo. In molk ni zlato, daleč od tega. Meč naš je orožje in glas je, o glasu je bilo napisanih mnogo stvari v knjigi Razodetja in Bibliji in tako, sicer vse to moramo jemati z neko distanco, ampak kljub vsemu ne rabimo metkov, ne rabimo nasilja, ne rabimo maščevanja, zato ker maščevanje izhaja iz strahu. Mi pa nismo prestrašeni in gremo samo idem samo pravo. In strah, če hočeš iti naprej, moraš nekaj potvegati. In če te je strah tveganja, ne moreš iti naprej. V tistem momentu rabiš pogum, da stopaš korak naprej iz te množice in se dvigneš. In jaz sem to naredil. Jaz sem se pripravil na napade, jaz sem treniral, kako jih odpikati te narcise in sem imel kar en lep čas, zdajle moram priznati, na pol leta zihar, krasen mer, noben narcis se več ni upal po mojih
profilih Facebooka karkoli srati, ker oni ne marajo ljubezni, ne? Oni sovražijo ljubezen, ne? In oni bi ljubezen prepovedali. In jim ne gre olajšati, ker so moje objave deležne tako lepih komentarjev, srčkov, objemčkov, ovo. Seveda, je prav je tako. In njim ni v redu. In zdaj pazi, on se ne upa več komentirati, čeprav je besen karis. Se ne upa on več nič napisati spodaj. No, zdaj pa jim je začel valjda prepihovati tudi njim dekel. Ne morejo se zadržati, da ne bi direktno in frontalno palili. Do zdaj sem jih prepoznal vse. In to takoj, vendar jaz se vljudno. Imam neke manere in jih vljudno lepo popičim nazaj. Jaz vem, da bova prišla v 2-3 komentarjih do končne blokade. Zdaj pa rajš vidim, da on mene blokira, kaj jaz njega. Tam je slajša. In jih pripeljem do tega, ko jim na glas povem, da so narcisi, da njihovo delovanje žal prepoznavamo in tole, kar počne naše pleme, ne počne. Se zastopimo naše se spomnite, ne delaj tistega, kar ne želiš, da drugi naredijo tebi. Naše pleme nima določenih lastnosti. Nima sovraštva, nima maščevanja, nima nizkotnosti, nima potrebe po bulingu, po zaničevanju in posmehovanju. A veš, satira je, ko se človek dela norca iz elite, iz neke vlade, ko se delamo norca, če se kdorkoli dela norca iz tistega, ki je bil žrtev, pa to ni več satira, ampak je bullying. Ja? Ne vem, kako se prav prevede v slovenščino. Buleranje, no, sej je poslovenjeno že. In teh stvari naše pleme ne počne. Naše pleme ima željo pomagati. Naše pleme ima željo se radostiti, naše pleme ima željo po potovanjih, raziskovanjih, ustvarjanju, v kreiranju, v uživanju, v glasbi, plesu, izdelovanju česarkoli. Tok sem vesel, ko vidim, če dalje več ljudi se upa pokazati, kaj sem naredila, spekla sem kruh, naredila sem ogrlico, sestavila sem lovilec sanj, narisala sem mandalo, rožice imam, sadim, pobarvala sem. Skratka, mi je zelo všeč, ker že prepoznavamo, da bistvene stvari niso ne jahta, ne BMW, ampak narediti nekaj iz svojega srca, tistega, kar delaš rad. Zdajle se je pripeljala pesmica z naslovom Moj brat Rejan. Mnogi jo boste prepoznali mislim, da Celine Dion je pela ali Whitney Houston. Tole pa je slavni pevec, ki je zapel Čebelico Majo, Karel Gott. In se sprašuje, kam je šel moj brat takrat, ki je umrl? All by myself je pela Whitney Houston. Pazi zdaj. Čista kopija je naredila Whitney. Kam je takrat šel? Za Maurico, a ne? To je tisto, kar je brat njegov bil. Brat je bil ljubezen, brat je bil spoštovanje, brat je bil toplina, brat je bil pomoč, brat je bil smeh, brat je bil zaupanje, brat je bil nekaj drugega, kar je ostalo za njim. Za njim je ostalo pa telo, ki je sestavljeno iz mineralov, kamnin, ima ostanke. Saj sem dal objavo na Facebook v kontekstu, iz česa je naše telo narejeno. In ja, DNK je tisti, ki je lovljen, v našem DNK-ju je toliko stvari od raznih civilizacij, da nori časi so pred nami, ko bomo zvedli, kaj vse smo mi sposobni, kaj vse nam je bilo prikrito. In ta relevation, torej razkritje, je tle pred nami, ne pred nami, je že tukaj, kjer se razkriva, bom rekel,
veličina naše biti. Ne? Počasi že dojemamo, da smo neustrašni, borci in bojevniki za obstoj našega plemena. Naše pleme je majhno v tem trenutku. Jaz ne bom nobene številke več vam vlekel, ker več nič ne vem. Po eni strani nas je malo, po drugi strani smo pa tako zelo močni, da premagamo vso to negativnost, temo in ves strah, ki ga proba ta temačna sila pritiskati na vse možne načine, da bo zmanjkalo hrane, da je v Ukrajini vojna, da je Putin prasac, da ne vem kaj. Res nekaj jim ne gre, hudo jim ne gre skupaj. Pa ko sem do Ukrajine pripeljal, tlele imam v Ukrajini je bilo hudo izživljanje nad ljudmi, ne? In to, da je Zelenski prosil za pomoč različne države, ne? In pač države za pomoč, so se države odzvale. Ukrajina, smo večkrat rekli, je leglo zla in je v bistvu alfa in omega vsega, kar se po svetu širi. In nekje so Zelenski in ni Zelenski, to je nič ni tako, kot vidimo. Jaz mislim, da so maske. Naši voditelji so se odzvali in s tem nemudoma priznali pripadnost njim. Torej, povem, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Torej, Fajonova je na strani kabale, niti približno ni na strani ljudi. No pa saj ni edina, v bistvu niti en politik ne more biti na strani ljudi, če je, a veš, iste ptice skupaj letijo, ne more en pošten biti v hordi lažnivcev, prevarantov, morilcev, ki delujejo proti ljudem, kaj ne? Saj ga ne bi sprejeli med sebe, kaj ne? Vse, kar smo kdaj videli mi opozicije, je bila nastavljena opozicija. Da češ, da se nekdo je proti politike, ampak je bilo zmeri sam do meje. To je bilo vse nastavljeno in kontrolirano. Ne? Jaz imam ga Zmago, tam imam doskrat v mislih plemeniti Zmago. Je čez isto presetina. Ne? Ampak napačni ljudje so nas kljub samo naučili pravih lekcij in to je dovolj. Ne? Tako, no, in so se medtem, ko so dali pomoč Ukrajini in tisti, ki kričijo slava Ukrajini, ne? Naš Pahor ima na Instagramu tako fotko, slava Ukrajini, ne? Svoje ljudi je povozil, kabali bi dal pa vse, kar ima, slava, slava. Otrok, kar ima slava, vsi naj nazaj se vrnejo. Je pa Prešeren govoril, to je ta slava, Slavonija, Slovenija, slovanskost. Slavno, ne? Pa pravoslavna, je pa vera, pa je spet triki. Tako da ne se, no ja, sej religija ste itak že zbrisali. Ja, strah je v bistvu največji strup v človeštvu in prestrašeni so. Mi smo bili ves čas pod nekim dozo strahu. In zdaj ga moramo njega čist skiniti, umakniti, pa se dati v pogum. Ker nihče nam nič ne more, če delamo tisto, kar zahteva naše pleme. Zahteva, želi, pričakuje oziroma je plemenita, plemenska dejavnost. To je, da zastopamo naše pleme brez sramu. Tako, kot so oni, Ukrajina, ne, lahko mi rečemo naše pleme. Ljubezen premaga vse. Ljubezen je tudi največji magnet. In ne moramo iz naših glav širjanja lastne, a veš, kadar živiš iz plemena ven, takrat žariš, ne? Jaz se precej dobim tega, hvala ti za dušo. Kako kašno dušo, ne? Ja, dušo sem dal, ne? Dajem dušo, ja, in tle vas probam pocukati, dajte vi tudi svojo dušo. Ne, naj se izraža, naj ne bo v okovih pa v okvirih, naj ne bo v kot stisnjena, tako kot so želeli narcisi, kaj pa ti veš, kaj Tušiča, kada je cel svet proti tebi obrnen, kaj pa,
kaj vam je, nič ni, jaz vem, kaj je prav. Dolgo časa sem študiral, preden sem se oglasil, ne bi se v življenju oglasil, če ne bi 1000% kaj se dogaja, oziroma za vsako svojo besedo, izjavo, stavkom, videom in zapisom stojim, kakor me je, vedno lahko vse obrazložim, zaradi tega, ker izhajam iz čutiti, razumeti. Ne? In to je moja projekcija tega, kaj razumem in čutim. Ne? Med drugim znam prožiti mravljince, ne? Ježke v vsaki celici. Probajte načrtno in zavestno, morda boste lažje začeli z glasbo, da vam bo glasba dvignila kocine, ampak načeloma je ideja v tem, da jih znate prožiti na kadarkoli. In o tem se tudi ni govorilo, kaj ne? Tako kot se o narcizmu ni govorilo. Pa moramo začeti, ne? Govoriti o tem, da je treba prožiti mravljinčke, znati. Kako jih boste, med narcisi težko, ne? V naravi pa lažje. Tako da pejte tam. Mi smo narava. Jaz sem bil včeraj, sem bil cel dan zunaj, ko sem si želel in video vam posnet od zunaj. Ampak awareness, ne? Mislim, odnesel sem si kamero in ni bila polna. Pol mi je vlažna, drva so mi delale toliko težav, da sem se ne 2 uri boril s tistim ognjem, da je poje proradil, ne. Pol je bil veter, nisem najdel zatišja. Pol je začelo, nešterkrat je začelo padati, pa je nehalo. In sem rekel, veš kaj, Matej, zgleda, da ni priložnost, pa tudi se mi je, kar glava se mi začne prazniti, meni popoldne. Dopoldne sem, zjutraj dopoldne sem, bolj, ko gremo proti popoldne, bolj je moja glava labava. Pride do kakšne ideje, da bi se stavil skupaj en tak video, pa zagotovo ne več. Tako da moje ustvarjalne urice so zjutraj, dopoldne. Vsak mora poiskati svoje. Ne namignem, noč ima svojo moč, ja jo ima, res jo ima. V miru in tišini se da marsikaj skontati. In prav je. Zdaj informacije vsi iščemo, prejemamo, kdaj bo ovo, kaj se tam dogaja, ampak dojeti moramo sami, ne? Razumeti pa dojeti moramo sami. In to je ta tista bistvena in osnovna resnica. Da vam olajšam razmišljanje generalno, je tema padla. Ni šanse, da se pobere več nazaj in se ne bo. Nas, ki pa smo iz dneva v dan bolj pogumni, pa kljub vsemu je čedalje več. A ne? Zaradi tega tudi ti zumi, ki se bodo ob sobotah, da se spoznamo, ker združeni smo že. Združeno je kraljestvo našega plemena. Ta banda temačna je pa svoje združevanje uporabila na tak način, da je svojo šibkost združila v kolektivno zdraharjanje, če smo temu tako reči. Kolektivno sodelovali proti nam in zdaj njihovega lepila zla več ni. Mi imamo lepilo ljubezni, če dalje močnejše, magnetizem, njihovo lepilo zavajanj pa podkupnin pa ne dela več, a ne? Ker oni so bili zato med sabo dobro nagrajeni. Na vseh nivojih, ne? Saj je civilna zaščita tudi dobila koronski dodatek, pa jih nisem videl niti v eni dejavnosti, ne? Ampak dodatek je pa bil, je pa strašno nevarno, ne? Banda prokleta. In ja, te zume sobotne bomo probali dati v ta kontekst, da se vsaj predstavimo, mogoče skozi kakšno zgodbo, skozi to, da se pač vidimo, prepoznamo, da vidimo obraze. Nekako tudi na javnih medijih sem kar pozoren, kdor ima profilno sliko, ime in priimek, ta se ničesar pred ničemer ne skriva in ne rabi skrivati ničesar, pa ni profilna slika najbolj bistvena, da je le razbrati, kaj o človeku skozi njegove objave. Mene je ful dobro, ko me je, zdaj sem imel bitko z narcisom, vam bom naredil en video okrog tega, se mi zdi.
Pač stvar je šla tako daleč, da so rekel, zdaj le bom pa pičil, zdaj pa imam jaz tega dost, ne. Banda, prokleta, ne, da vas ni v globino duše sram za to, kar počnete. In ta odgovor nazaj, kaj, halo, ja, združeni ste na koncu, ste pa žrtv, ne, žrtv igrate. Ja, ko ti mene poznal, bi drugače govoril. No in sem ji gladko odgovoril, ti imaš možnost mene poznati. 150 videov ali 200 ali koliko jih bo vsak hip, pa ne vem koliko teksta, koliko slik, koliko dogodkov. Ti lahko veš, kaj jaz počnem, kako je moje življenje zgleda, kaj zagovarjam, kaj je moj od znotraj, ker ne morem vam pokazati, kdo sem, če ne govorim o svojih mislih, svojih spoznanjih ali svojih doživljanjih, ne? O njej pa ne morem nič zvedeti, torej ne vem, kdo je, torej se že v štartu skriva. In ne rabi se nihče od nas več skrivati pred nikomer in ničemer. Zavedajte se, da smo prečudovita bitja. Samo tema nas je spravila v nizko samopodobo, nizko samovrednost in odpikajte to. Lahko se poigravate z narcisi, zdaj se lahko poigravati začnete in jih probate malo poštrcati. Vse sem vam rekel, bodite detaljni v tem, kaj vam razlagajo, kar pejte. Oni lažejo kot pes, oni se sprot zmišljujejo in nimajo več moči in Trump nas je opozoril, da bodo pozabili igrati svoje vloge. Meni se zdi to kar že počasi vidno. Če sem v začetku rekel, dajmo jih pikant, dajmo govoriti resnico o njihovih lastnostih in oni tega ne morejo slišati. Dajmo jim pokazati, kako zelo uživamo z ljubeznijo, v ljubezni. Ne morejo oni tega gledati, oni so nam fovš, ki nimajo tega lepila, njihova banda je crkuje, nazadnje jih bo pa še njihov, tisti, ki jih je zanovačil, izpljunil k zadnjo smet in znajdli se bodo na tleh sami in iskali pomoč, oproščenje, iskali bodo, neke potrditve, alibije, opravičila in odpuščanje. Vse to bodo rabili. In ker vem, da bojo. In zdajle že počasno se fila splet. Če si do zdaj spančkov, ne, si čim prej poišči najbližjega teoretika zarota, ker oni vejo, kaj prihaja in kaj sledi. Ja, vemo, kaj sledi, ja. Ne čist točno, ampak kadar bo pom, nam bo jasno, v čem je point. Ne? Kako si bodo sledili dogodki, ne vem. A so ti Marsovci že ta Blue Beam Project, torej projekt projekcije vesoljskih plovil Marsovcev in tako, ker oni ta narcizem, zloba, tema, kabala ne bo priznala krivde, ne, da je kljub temu, da zdaj že BBC, torej medij, že govori o tem, da je cepivo smrtno nevarno, ker je umrla njihova sodelavka zaradi cepljenja. Ne? In ne bodo več skupaj oni funkcionirali. Kaj sem hotel? Res sem hotel nekaj reči. Zgubil sem se, ta BBC sem vmes dal. Da bodo temačni, ja, bodo probali zdaj za vso to škodo, ki se dogaja na ljudeh, od cepiv in tega, bodo probali naprtiti nekomu drugemu. Torej, koga najdemo vesoljca, oni funkcionirajo na ta princip pronađi žrtvu i ponizije. Ne? Dobro, BBC je priznal, državna nepokorščina je ena izmed opcij, mislim, da je to celo edina opcija, državna nepokorščina, tole, kar se greste, tole ni moja stvar in se od tega distanciram. Dragi narcisti, imaš svoje težave, bi jih rad projiciral name, tole ni moja stvar, hvala lepa, adijo, čau. Tvojih bremen jaz ne bom nosil, ti meni ne boš nalagal ničesa, kar ni moje. Jaz imam polno nalog, drugih, sem skozi zaposlen, jaz sem pošast najdu na jezeru in zdaj moram reševati. Mislim, res sem najdu pošast, zdaj, če mi ne verjamete, vam bom jo zavrtel. No, jaz sicer jo nisem še videl, sem jo pa slišal, ne? Zdaj čakaj, moram, recover, sem jo jaz posnel, to strašno pošast in pazi. Takole se oglaša,
bom dal musko na pauzo. Kako me heca, vidiš, me mora zmeraj me kaj pohecati. Aba. Ne bo. Saj ne moreš verjeti, kadar vam hočem kaj pokazati, pa ne. Bom šel pa z drugega kota. Tlele imam pošast, a ne. Evo jo, pošast, imamo tlelele. Zdaj sem to še obdelal, ta posnetek, to sem včeraj ujel. Poslišaš ti to? Zver. V luknji noter je, jaz se pripravljam že na podvig, ne. Zdaj bom začel zbirati sredstva za podvig, za podvig v to sceno, ker je nevarnost, no, ne. Težka odprava, gre za zaščiteno okolje in tako. Je pa večja od Loch Ness tam, ki je že Loch Ness na Škotskem, ali ki že. Loch Ness. Skratka, na Cerkniško jezero ima tudi pošast. Malo za šalo, pa veliko za res. To je resnična žival, da ne bo pomote. Res je. Mislim, jaz sem to včeraj študiral, poslušal, ker sem poslušni mojster. In sem jo ujel. Kam sem zdaj zaglavil? Iz državne nepokorščine. Ne moramo sodelovati več s sistemom in ga podpirati. In naloga je, da se z njega skinemo. V glavi ne more nekdo meni tupiti, da je maska za na glavo. Kdo si ti? Kaj si ti več od mene? Mi, dušno pleme, smo vsi glih. Pri Indijancih ni noben nič več ali pa manj. So samo mlajši pa starejši. So samo bolj izkušeni pa manj izkušeni. Ma vrednost človeškega življenja je neprecenljiva in je od vseh enaka. Zaradi tega nimamo mi niti pravice, karkoli, niti obsojati, niti reševati. Je pa prav, da piknemo te narcise, oziroma saj se super, sami se zdaj izkazujejo ven, bodite prepričani, da jim naše vsebine niso všeč. Zaradi tega jih kar zamižijo, ko zagledajo našo vsebino, zamašijo si ušesa, ko zagledajo našo vsebino. Celo posmehljivi so, a ne? Zelo posmehljivi. In med temi se je najdla tudi oseba, s katero smo imela pred enkrat skupni Zoom, a ne? In zdaj je reagirala na to, da se narcisi prepoznavajo in naša vsebina jim ni všeč, in je na to odgovorila z ha. Ni nas 500 raz, sam 2. Smo ljudje, naše pleme in so narcisi. Samo to dvoje je. In narcis pa naše pleme ne morata iti skupaj, zato ker narcis je za naše pleme nevarnost. Ne? On je nam sovražnik. Pa se on obnaša, kot da je naš, ne. Podobno govori, take lepe, sladke besede ima, ne. Pol je pa, odzadaj je pa agenda. Vedno so te sladke besede, ker nekaj potrebuje. Ja, rabijo cukrčke, ker jih sami nimajo, ne. Banda ena. Dobro, tlele vam bom prebral še nekaj. Pogum je močna notranja moč, ki vam omogoča soočanje s težavami, nevarnostjo ali bolečino. Velik izziv vašega življenja je biti dovolj pogumen, da začnete razvijati vse velike vrline, ki vam bodo omogočile, da živite izpolnjeno in srečno življenje. Torej, pogum je na prvem mestu in potem vse ostalo. Nobena temna sila vas ne bo mogla napasti in ustaviti vašega vzpona, če ste popolnoma predani ljubezni. Odkar se jaz aktivno oglašam in delujem z namenom, da pomagam razumeti, pomiriti, opogumiti in razkriti sladkobe ljubezni in grenkobo narcizma, odkar se jaz to grem, se je v meni premaknilo na bolje, na močneje mnogo stvari. Moja ljubezen je čedalje bolj definirana. Moj pogum je čedalje večji. Moji mravljinci po telesu so čedalje bolj prisotni.
čedalje močnejši, čedalje večkrat so z mano. Ne vam bo to en tak, še to sem hotel reči, tudi povratne informacije od vas, od ljudi so prečudovite. Koliko enih lepih misli sem jaz dal in koliko sem jih dobil nazaj. Torej, mi že smo združeni, saj vendar v mislih začnemo kreirati realnost. In hvaležnost, ki jo jaz izkazujem do vsega, tudi do narcisov, ki so nas naučili, hvaležnost obstoju, da sem tukaj in zdaj. In ta hvaležnost se vrača nazaj v obliki Matej, hvala, ker si, hvala, ker deliš, hvala, ker opogumljaš, hvala. Ja, hvaležnost je super stvar, pa zato ne rabi človeku nobeno meditacijo. In res sem hvaležen vsem. Tistim, ki se oglasite in tistim, ki se še ne upate, bom rekel, deliti tistih tabu vsebin, ki so navadno izzvale posmehovanje. Turšič. Ja, nisem, glej, noro, čakaj, zdaj sem nekaj našmuklal, zdaj pa moram dati le dan, pa vam moram pogledati, kaj sem vam še pripravil, par stvari. Škandalozno je to, da podkupnine za molk zamujajo. Zato pa lahko pričakujemo, da molk ne bo več tako močno zelo prisoten. A se strinjamo? Kdo bi bil tiho o kriminalu in sranju, če ne bi bil za to plačan? In zdaj dinarčkov ni, ne, od novega leta. In kaj zdaj? Ne bodo ljudje tel več lagati naprej za džabe, ne? Do zdaj so bili plačani, oni so navajeni, oni so vzeli kredite za bajtice, ker je bila plača velika. Zdaj pa, kako bo pa zdaj to plačal ta kredit, pa ne boš to, pa bo še bajta šla. Tako da jaz mislim, da nas čaka prečudovit scenarij, ker banke res padajo, skratka, keša ni, in mislim, da lahko pričakujemo že kaj bolj zaresnega, mogoče še to spoznanje, ne? Brez medicine bi ljudje dolgo živeli, s pomočjo medicine pa smo živeli manj in manj kvalitetno, in zdravstveno osebje spada v največjo drharijo. Žal, jaz sem tudi zdravstveni tehnik bil, ko sem spoznal, da nekaj smrdi, sem se odpalil stran in nečem med zdravstvom nič. Prav nič, pa sem bil reševalec, sem dul rešilca vozil. Pa še kaj. Najhujše je, da so oni vedeli, kaj počnejo. Oni vejo malo PCR, saj niso blesavi. Delali so se neumne in so se nam celo v ksih držali in plesali v praznih čakalnicah svoje plese, ritualne plese, ne? Zelo grdo, po plesu so se tudi razpoznali. Sej konc koncev so si pokazali oni na svoj način pripadnost. Pa sej jaz sem bil deležen vseh teh znakovnih jezikov, meni ponujenih. Ne gre, pa prepoznajte jih sami, to so ljudje okrog vas, da so pa to z enim pokritim mučem, ne, to je pa neka druga stvar. Tudi jaz dostakrat pomežiknem, ne, zaradi tega, ker naslonem na temo, da ni čisto glih tako, kot sem rekel, ne. In že se ljudje spotikajo ob to, pomežiknu si, kako so Trumpa lovila, veste, koliko jaz sem previden, da z mojimi rokami ne kažem njihovih znakov. Zelo previden, pa še mi uide. In lahko nekdo naredi tole sliko od mene, a ne? Lahko, ja, in bo rekel, kolega satanist, ne? Valjda, in bodo probali. Ni problema, ne bojim se zaradi tega, ker sem izrazil, kdo sem jaz na drugih nivojih. Kdor ve, kdor ne, pa pač ne želi. Ampak blatijo naša imena, nič se sekerati, ker ko vas boli briga, kaj o vas govorijo ali mislijo drugi, ste vi že na njim zelo nevarni. Ja? In ne biti tiho. Sam gas, samo ravno. Kadar je moški, včeraj je bil dan žena, ne, kadar je moški dovolj skalibriran v sebi,
On ne rabi, ne troši časa, prevajam za to. Samo neresni moški študirajo žensko kot univerzitetno znanje. A veš, kako razumeti žensko? Ne rabiš ti nič razumeti. Žensko je treba ljubiti in that's it. Nič drugače. Kaj če zdaj študirati? Pa sprejeti, ne? Moje sprejeti in spoštovati. Ne? O spoštovanju se bom pa mogoče jutri razkokodajsal. Spoštovati prostor drugega. Narcisi nas niso nikoli spoštovali, ne? Ljubili pa tudi ne. So pa ubili, to pa so pa znali, brez L-ja. Ubili pa so marsikatero dušo, marsikater dober namen, vse to so znali oni ubiti. In me veseli, da smo prišli do konca. Idemo prema izlazu. Družbica, 35 minut se vrtimo. Ja, čakaj, bom v imenu ljubezni so oni Harald, to je res. Zdaj pa naenkrat mislijo, da bomo mi vse pozabili. Ne bomo in nismo. Veliko so jim govorili, tako veliko so nam govorili o ljubezni, a naučili nas niso ljubiti. Oziroma, kaj ljubezen je. Drži? Zato smo spet tudi na tem nivoju samouki. Najboljše maščevanje je nemaščevanje, zdravljenje in premikanje naprej in naprej bo postalo. Čakaj. Heal on, don't become. Aha, ne postani, tako ja. Od začetka. Kaj se me urivaš? Maščevanje. Najboljše maščevanje je nemaščevanje. Ozdravi se in pojdi naprej, da ne postaneš tak kot tisti, ki te je prizadel. Ja? Ker oni so maščevalni, ne? Če prihaja z leve ali z desne, sploh nima veze, to, kar se dogaja, je genocid in ne bomo ne pozabili, ne oprostili. In ja, težki časi so za tiste, ki so sodelovali s sistemom. Ja. Mislim, ne bi bil na njihovem mestu, ker bodo se mogli oni. Mislim, pazi, sej koncu tudi jaz sem se mogel srečati samim sabo, pa se sprejeti in tako. Ja, ne, ni najbolj simpel, ampak greš čez to in se sprejmeš. Sej tudi njim je že odpuščeno, sam ne, bo pa treba pogledati se v ogledalo. No, Alan Ford je celo tako rekel, odkar sem sam sebe ujel na lažeh, ne verjamem nobenemu več, ne. Alan Ford je bil tak dober satirik. Awareness in pozornost. Dobro, tle sem jaz prebral tiste hude. To je to. Mogoče še to, vse življenje iščem načine, da bi bila sprejeta, da bi nekam pripadala. Vse povsod sem štrlela ven. Vedno sem bila čudna, vedno opozarjala na krivico, vedno se borila za resnico in pravico. Predvsem pa bila vedno izobčena. Ma nič hudega. Ne boli več. Imam sebe. To je en zapis, ne vem čigav. In ja, imam sebe. In mene tudi ne boli več, zato sem ga prebral, ker se poistovetim s tem. Ne prizadenejo me več na njihove banane. Jaz sem sebe ozdravil, jaz sem močnejši in bolj zaščiten. Dobil sem tako trdo kožo, kar pa še ne pomeni, da ne spustim noter v sebe vsakega, ki ga še ne poznam. Torej, vsem imam odprta vrata, vendar imam cedilo in filter, skozi katerega pač ne gre noben lažnivec naprej. Do neke točke, neka zona je, kjer je dovoljeno. Naprej pa ne. Tudi piknik bo in je bil vedno pokazatelj, kdo je kdo, ne? Pa še vedno smo polite, mogoče pa zdaj ne bomo več na 1. april, bomo kar pokazali, kako nori smo norci. Družbice, uživite, ljubljeni ste, zdržite, močni smo vsi, pleme ni majhno, ne, ni, ta smrk je še daleč, ne, čisto blizu. Tako da je veliko ali ni veliko, bomo videli. Meni se zdi, da je veliko, po eni strani, ker se na
procentualno vidnost moje prisotnosti je odziv na včerajšnjem Zoomu bil lep, pa tudi za jutri imamo že odprte stvari, tako da najbrž nas bo kar nekaj. Uživajte, zabavite se, pa smo na vezi, ne? Se vidimo. I wanna be a better man. Keep a smile on my face, yeah, don't Teach myself how to understand. Se učim sam sebe, da bom razumel, da bom naredil sebe boljšega človeka. To bodite, boljši človek. Oba. I'm gonna make my way. Držite se. Čau, čau.